Dejstvo je, da shod na Prešercu ne pomeni rušenje ustavnega reda države Slovenije, temveč pomeni preprosto, glasno, jasno opozorilo državljanov in državljank o tem, kaj vse je v tej državi narobe. Ja, protest gre ravno v nasprotni smeri, da se zaščiti ustavni red v tej državi, kajti vse preveč je anomalij, ki korišča tako imenovane luknje v zakonu, vendar se tega ne sankcionira in se to tolerira in ta shod bo namenjen ravno temu, da se upozori na vse te v navednicah izjeme, ki si jih nekateri lahko privoščijo in s tem vse bolj postavljali ljudi v dva razreda, v tiste prvorazredne, katerim je vse dovoljeno, in drugorazredne, ki v bistvu plačujejo vse te grehe in v končni fazi seveda tudi polnijo proračun, ki ga nekdo na tak način prazni in se s tem v bistvu dela neke, rekel, koristi. In temu bo namen tega protesta, da se na te stvari opozarja, kajti v, rekel, mainstream medijih se to daje na stran, ne. Tudi v državnem zboru se v zadnjem obdobju izkorišča večino ravno zato, da se krši neke poslovniške določila in mislim, da je pravi čas, da se na to opozori in če drugače ne gre seveda tudi na tak način, da se organizira shod, ki bo na to opozoril in mislim, da bo pa to težko spregledati tudi drugim, ki mogoče zdaj to potiskajo na stran. Človek se preprosto vpraša, kje so meje pa grade za to arogantno oblast, ki si dovoli tudi konec koncev kršenje ustave. Samo se spomnim primer ministrstva za izobraževanje ministra Pikala, vezanega na financiranje zasebnih osnovnih šol. Se pravi, oblast krši ustavo. Ja, ni samo ta ustavna odločba, ki govori o šolstvu, ustavnih odločb je več, kar nekaj, ne. Bolj pa preseneča, da tako prejšnja sestava vlade oziroma koalicije in zdajšnja poskuša zaobiti te ustavne odločbe. Saj v preteklosti se mogoče kakšna ustavna odločba ni izvedla, vendar nikomur ni prišlo na misel, da bi to poskušal na nek drug način izvesti, se pravi, da bi spreminjal ustavo ali da bi z neko drugo zakonsko rešitvijo to nekako zaobšel. V tem mandatu se ravno to dogaja in to je še dodaten signal, da si nekdo privošči več, kot mu, bi rekel, ustava in zakoni dovoljujejo. In to se dogaja tudi konec koncev na tem nivoju, da se v državnem zboru, v primeru, ki smo ga že omenjali, krši poslovnik, ki pa je v bistvu neko sidro za to, da večina ne povozi praktično parlamenta oziroma opozicije, kajti brez tega imamo ponovno nek absolutizem. Dejstvo je verjetno, da bo 10. oktobra rdeča nit tega shoda, pravzaprav kršenje temeljnih človekovih pravic, pa začenši konec koncev z Francem Kanglerjem ali z Janezom Janšo, afero Patria, pa grem preko konec koncev tudi tretje razvojne osi, pa mačehovski odnos države do delavcev migrantov. Preveč je tega, ne? No, to so mogoče najbolj izpostavljeni primeri, vendar ljudje vsak dan občutijo to prvo in drugo razrednost, tudi v nekih upravnih postopkih, kjerkoli, kjer nek priimek ali pa nekdo na neki funkciji izkorišča ravno to možnost, da država ne funkcionira tako, kot so pravila zapisane in tega, po mojem, imajo ljudje dovolj, ne. Poleg tega so v zadnjem obdobju razni odpisi nekaterim vplivnežem in vse te zadeve grejo počasi proti robu in verjetno je tudi to ključen razlog, da bo shod vsekakor uspešen in da bojo ljudje na to upozorili, kajti te velike afere, ki ste jih vi omenjali, so mogoče že malo tudi mimo in se dogajajo na nekem drugem nivoju. Vsakodnevno pa se to dogaja in v zdravstvu, šolstvu, na upravnih enotah, v sociali in čas je, da se temu naredi konec. Res me zanima, skoraj 30 letja potem, ko smo postali samostojna demokratična država, kje se konča ta prag tolerance državljanov in državljank? Ja, to je vedno težko vprašanje, vendar
Mi imamo to srečo, da je gospodarska rast visoka, da ljudje do neke mere imajo dobre službe, da sociala funkcionira, sicer funkcionira v določenih primerih nepravično in vsi ti transferi niso pravilno razporejeni in mogoče je to tudi do neke mere uspavalo ljudi in vsi so prepričani, da zadeve funkcionirajo in ključni momenti so takrat, ko pa ugotovijo, da so nekateri bolj privilegirani in da se še vedno nekatere stvari dogajajo mimo pravil igre in da je ta prvo in drugo razrednost dejansko uperjena proti njim in da oni izgubljajo, nekateri se pa na ta račun bogatijo in z tega vidika verjetno ljudem počasi zadosti teh anomalij. Torej morajo biti 10. dovolj glasni, ne, da bodo tudi ušesa na Gregorčič, če bi to slišala. No, jaz verjamem, da bojo in prepričan sem, da bojo dovolj glasni in da bo tudi zadostna, bi rekel, masa, ki bo opozorila, da stvari ne grejo v tej državi ravno v pravo smer.